Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Takole nas je ob 8. epizodi kviza Tvegaj ali počakaj pozdravil Krešimir Karačić, avtor in voditelj kviza, ki ga spremljamo že 4. sezono na sportklubovih programih. V 4. sezoni pa med seboj merijo moči komentatorji in novinarji sportkluba iz celotne regije. Tokrat se bosta pomerila dva velikana strokovnjaka za nogomet. Najprej predstavljamo analitika iz Srbije Vladimirja Novakovića. Poleg njega pa še strokovnjak za La Ligo, kot pravijo na Hrvaškem, znan zaradi svojega ugodnega glasu, to je Zoran Grgić. Tako kot vselej, Krešimir prosi oba komentatorja, naj se nekoliko predstavita. Najprej Zoran. Ja, najtežje je govoriti o sebi, pravi Zoran. Čez 2 meseca bom star 59 let, na sportklubu sem od leta 2010, zame je to 11. sezona že, odkar komentiram. Prej sem bil 25 let stran od športnega novinarstva, razen 6 let sem delal kot voditelj na radiju. V 11 letih na sportklubu pa sem prečesal vse kolektivne športe, sploh v tistih prvih letih, v tistih prvih 2 sezonah. Posamičnih športov nisem veliko komentiral, imam fokus na nogomet. Zanimivost pa je, da sem v letu 2010-2011 delal tudi ligo NHL. Ameriško-kanadski hokej, zmotil se je tule Zoran. To je bilo najtežje komentirati. Kot novinec sem prišel in vem vse te detajle, kdo je bil MVP, kdo je osvojil naslov. Vse, kar vemo o NHL-u, o hokeju, se veže na tisto leto 2010-2011, potem pa nisem več toliko spremljal hokeja. Ja, upaš, da bo prišlo vprašanje iz lige NHL iz tiste sezone. Kaj pa ti, Vladimir, kako bi se ti predstavil? Sem 12 let mlajši od tekmeca, 20 let sem že v poslu športnega novinarstva. Na sportklubu sem od februarja leta 2006. Največ delam na premierligaškem nogometu. Dodajali smo tudi studijske oddaje in tu res uživam, ker smo na sportklubu imeli možnost dodatkov vseh teh studijskih formatov. Na YouTube kanalu imamo tudi prav poseben nogometni blog oziroma nogometni kanal, kjer se družijo vsi poznavalci. Nogomet pač najbolj spremljam pa tudi vse ostale športe, pravi Vladimir. Kaj pa tvoja afiniteta do skandinavskega nogometa, baje si res navdušenec nad Skandinavci? Ja, študiral sem skandinavske jezike, pravi Vladimir. Ljubezen do Skandinavije pa se je pojavila leta 1984, ko sem navijal za Dance. Še danes podpiram dansko reprezentanco in imel sem priložnost navijati zanje, ko so gostovali pri nas doma. In res nam gre dobro, pravi Vladimir Novaković, veliki navijač, torej danske nogometne reprezentance. Ja, tudi proti Hrvatom si seveda navijal, ko so igrali z Dansko. Proti vseh sem navijal, ko so igrali z Danci, priznava Vladimir. Hvalijo te na srbskih tleh, pravijo, da si najboljši favorit oziroma največji favorit in najboljši komentator, kar se tiče znanja in možnosti na našem kvizu. Ja, videli bomo, kako se bom znašel pod pritiskom. Pri nas v redakciji je tako, da če kdo kakšnega podatka ne ve, je daljše poiskati ta podatek na Googlu, kot da mene vpraša. To mu bo vzelo več časa. Vem, da se šalim, a toliko dolgo časa že spremljam šport in tako obširno spremljam športne panoge, da zagotovo lahko pomagam. Je pa res, da z leti moramo praviti selekcije v možganih, enostavno pozabljam stvari. Videli smo že v predhodnih oddajah, kako so mnogi tekmovalci zgrešili zicerje, kot pravi. V 20 sekundah moraš priklicati v spomin določen podatek, kar je vselej težko. Pravi torej hitrejši od Googla Vladimir Novaković. Kaj pa ti, Zoran? Ti si veliki navijač Atletiko iz Madrida. Kdo bo osvojil naslov v letošnjem letu? Vem, da si sam zelo aktiven na socialnih omrežjih. Nisem navijač Atletika iz Madrida, pravi Zoran Grgić. Bolj obožujem njihov koncept igre. V zadnjih 10 letih, odkar jih spremlja Čolo, igrajo najbolj standardni nogomet. Imajo res tisto postavitev na igrišču, ki ima rep in glavo. Delujejo kot nogometna ekipa, ne kot skupina posameznih nogometašev.
In to je tisto, kar me zanima. Sam sem tudi analitik, spremljam nogomet kot analitik in zame je Atletico iz Madrida tista tema, ob kateri lahko pridem do različnega razmišljanja. Letos so še posebej dobri, dobili so Suareza in mislim, da so najresnejši kandidati za naslov prvaka. Ob začetku sem jih dal ob bok z Realom iz Madrida in sedaj še vedno stojim za tem. Mislim, da ne bodo imeli toliko padcev kot Real in Barcelona. Nikoli se ne bo zgodilo, da bi izgubili 2 ali 3 tekme zapored v nizu. Imeli so nekaj kiksov v Ligi prvakov, kar se zgodi, ampak pripravljeni so na naslov po 7 letih, če ne bo seveda nenačrtovanih stvari izven nogometa, ki so v letošnjem letu vseeno možne. Ja, še posebej zaradi Suareza mi bo všeč, če pride do naslova, pravi Krešimir. Vemo, kako je Suarez odšel iz Barcelone, vemo, kako so ga tudi pritegnili v Madrid. Prišel je praktično brezplačno, je muhast nogometaš, tudi najboljši strelec lige. In na zadnjih tekmah je Atletico iz Madrida pokazal nov element, namreč 2-krat so se vrnili po zaostanku in prišli do zmage. Prej tega ni bilo, kar pomeni, da znajo priti do zmage, tudi ko zaostajajo. Običajno so vodili in zlahka prihajali do zmag, sedaj pa je to nova kvaliteta, nekaj so dodali k učinkovitosti in k modernosti. Toliko o Atletiku, pravi Zoran. Ja, lahko bi govorili o nogometu do jutri, pravi Krešimir, ampak pojdimo k vprašanjem, tu smo zaradi kviza. Poglejmo najprej žreb. Takole izgleda žreb 16 komentatorjev in novinarjev. 6 iz Hrvaške, 6 iz Srbije, pa 2 iz Bosne in Hercegovine ter 2 iz Slovenije. Goran Obrez je prišel do zmage in se bo v četrtfinalu udaril s Ivanom Ivkovićem. Drugi predstavnik iz Slovenije, Dejan Obrez, pa je izgubil v napetem boju z Goranom Stojanovićem iz Hrvaške. Dobro znanje je prikazal Dejan, nekaj sreče je zmanjkalo na koncu. Seveda pa bomo navijali za Gorana v naslednjem obračunu z Ivanom Ivkovićem. Čaka pa nas še zadnji par osmine finala, ki ga bomo torej pospremili v 8. oddaji. Pa sedaj še pravila ob tokratnem kvizu. 20 vprašanj čaka oba tekmovalca. Vsak izmed tekmovalcev bo ob ponujeni temi imel na voljo vložiti bodisi 2, 4 ali 6 točk, glede na to, kako bo predvideval, da mu bo vprašanje naklonjeno. Potem na koncu po 20 vprašanjih pa lahko tekmovalca vložita zbran seštevek. Na ključno vprašanje lahko skriboma vložita seštevek, ki ga imata v svojem bazenu, hkrati pa seveda tisto ključno vprašanje odloča o končnem zmagovalcu. Prvi tekmovalec mora vselej odgovarjati na temo, na katero je vlagal števila točk. Najprej bo prvo vprašanje, tokrat na voljo za Vladimirja Novakovića. Obema je vse jasno, spremljena sta tudi predhodne oddaje. Pa pospremljamo prvo vprašanje. Tema je književnost in šport. Književnost in šport, torej tema za Vladimirja, ki bo lahko vložil 2, 4 ali 6 točk. 4 točke, verjame, da je dober na področju književnosti. Kateri francoski književnik in tudi bivši nogometni vratar je izrekel znane besede? Vse, kar vemo o morali in obveznostih, dolgujem nogometu. Albert Camus je seveda pravilni odgovor, ki ga je vedel Vladimir Novaković iz glave. Ja, bil je vratar Racing Univerzitata iz Alžirija. Leta 1928 do 1930 je branil v njihovi mladinski vrsti. Ja, na današnjih alžirskih tleh je seveda bival in mnogo pisal o športu. Kasneje je sicer zbolel za tuberkulozo in pri 17 letih prenehal z nogometno kariero, bil pa je izjemen filozof, književnik, novinar, skratka Albert Camus. Druga tema, porazi borcev. Koliko bo tvegal Zoran? 2 točki. Za začetek 2 točki, previdno Zoran. Kdo še, poleg Stipeta Miocića, je uspel poraziti Daniela Cormierja v njegovi UFC karieri? Kdo je torej poleg Stipeta Miocića še prebagal Daniela Cormierja v njegovi UFC karieri? Oba pravita naprej, kar pomeni, da boste imela na voljo 4 ponujene odgovore. Vsak izmed pravilnih odgovorov sedaj prinaša polovico vloženih točk, torej točko. Glede na to, da je Zoran vložil 2 pravilni odgovori oziroma ponujeni odgovori pa so Conor McGregor, Anderson Silva, John Jones ali Dominic Reyes. B. Silva ni pravilni odgovor, poizkušal je Zoran, Vladimir ne bo poizkušal, njemu ni potrebno.
John Jones, sedaj 41-letni upokojeni borec iz Louisiane, pa je tisti, ki je še uspel premagati Daniela Cormierja. Torej tretji odgovor oziroma C odgovor pravilni. Krešimir Karačić se ne bo spuščal v debato o športu. UFC, glede na to, da niti Vladimir niti Zoran ne veste kaj dosti in bi se hitro razvnela kakšna žolčna razprava. Tretja tema, popolna ekstaza. Za 2 točki bom odgovarjal pravi Vladimir in tema popolna ekstaza prinaša vprašanje. V katerem športu pri 180 sodnik glasno napove rezultat, čemur sledi norenje občinstva? Kdaj je torej 180 prelomnica, v katerem športu? Ali bo Vladimir to vedel iz glave, tako kot je ustrelil Camilla? Ne. Kaj pa Zoran? Isto dalje. Tudi Zoran ne bo poizkušal, 4 ponujeni odgovori pa so. Kegljanje, deskanje, karambol ali pikado. Pikado je seveda pravilni odgovor. Ko 3-krat zapored zadaneš 60, je to 180 in seveda tisti največji možni seštevek. Ja, Najndarder še ena izmed tistih prvin, ki jo je izpostavil Krešimir Karačić, ki ima rad pikado, tokrat točka za Vladimirja, ki je pri 5 točkah, Zoran še naprej v minusu. A zanj 4. tema, upokojena številka pa je tema, na katero bo odgovarjal Zoran. 2. Znova samo 2 točki vlaga Zoran. Katero številko so upokojili tako Denver Nuggetsi kot Atlanta Hawksi v čast legendarnega Dikemba Mutomba? Dikembe Mutombo, nekdanji košarkar Denver Nuggetsov in Atlante Hawksov. Njegovo številko so torej upokojili. Zoran je ne ve iz glave, oba sta nogometna poznavalca in oba ne vesta podatka. Pa poglejmo, 44, 55, 66 ali 77. Katero številko je torej nosil sedaj 54-letni košarkar iz Konga? Pa nekako sam prvo pomislio na 44, pa neka bude A 44. Najprej je pomislil na 44, pravi Zoran, kar je napačen odgovor. D77. Tudi 77, Luka Dončić je tokrat zmedel nekoliko Vladimirja. 55 je številka, ki jo je nosil 18 let legendarni Dikembe Mutombo. Prvih 5 let je preživel v dresu Denverja, to je bilo med leti 91 in 96, potem 5 let tudi v dresu Atlante do leta 2001, zaključil pa je svojo torej 18-letno kariero v dresu Houston Rocketsov leta 2009. Ja, Dikembe Mutombo je eden tistih nogometašev, ki nam je ostal v spominu. Strah nas je bilo vselej, tako, strah nas je bilo vselej iti pod obroč. In pogosto, ko si prilepil kakšno blokado, si se počutil kot Mutombo. 5. tema, Zlata Janica. 2. Vladimir tu ne bo tvegal, ve, da Zoran ve več o hrvaškem športu najbrž. Katero število dobimo, ko seštejemo olimpijske in svetovne zlate medalje Janice Kostelić? Dalje takoj Vladimir, kaj pa Zoran? Ali bo sešteval ali bo počakal na 4 ponujene odgovore? Dalje. Tudi on bo raje počakal. Ali 9, ali 7, ali 13, ali 11. Katero število torej dobimo, če seštejemo? D11. D11 ni pravilni odgovor. Kaj pa Zoran, ali bo tvegal? 3 opcije še ima. Tokrat ni potrebno Zoranu odgovarjati. A9. 9 je pravilni odgovor, Zoran je tokrat vedel. Ja, 3-krat zlata na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002, enkrat potem tudi v Torinu 4 leta kasneje. Med tema olimpijskima igrama pa je osvojila tudi 2 zlati odličji na svetovnem prvenstvu v St. Moricu in tudi 3 zlata odličja na svetovnem prvenstvu v Bormiju potem leta 2005. Ja, Krešimir je pohvalil kot največjo športnico v zgodovini Hrvaške. 6. tema za Zorana, najmlajša rekorderka. Katera tenisačica je pri 16 letih in 152 dneh starosti postala prva igralka sveta v posamični konkurenci, kar je absolutni rekord? Zoran je vložil 2 točki. Ne bo tvegal? Ni vprašanje z nogometa in oba bosta znova preverila ponujene odgovore. Štefi Graf, Martina Hingis, Martina Navratilova ali Jennifer Capriati?
Zoran mora ugibati in misli, da je Martina Hingis, kar je pravilni odgovor. Zdaj 40-letnica iz Košic je 31. marca leta 1997 postala najmlajša prva igralka sveta. 5 Grand Slam turnirjev je osvojila v karieri, odprtega prvenstva Francije ni uspela osvojiti, tudi Iva Majoli jo je ustavila recimo leta 1997 na igriščih v Parizu. Ja, Vladimir pravi nekoliko z kančkom očesa, spremljam zgolj tenis, gre za nogometna analitika bolj kot ne in naslednja 7. tema bo znova iz tenisa. Vladimir je vložil 2 točki. Sjajna sezona je bila tema. Kateri tenisač je imel v letu 1984 sanjsko sezono z razmerjem 82 zmag in zgolj 3 porazov, pri čemer je osvojil 2 turnirja za Grand Slam? Kdo je bil torej v Orwellovem letu 1984 izjemen v tenisu z 82 zmagami in 3 porazi, ob tem je osvojil tudi 2 turnirja za Grand Slam? Björn Borg ni pravilen odgovor. Ali bo Zoran poizkušal neposredno ali bo videl 4 ponujene odgovore? 4 ponujeni odgovori pa so John McEnroe, Ivan Lendl, vemo, da ni Björn Borg, ali Jimmy Connors. Leto 1984 je bilo sanjsko za Johna McEnroeja. Ivan Lendl prav tako ni pravilni odgovor. Oba sta tokrat izgubila točke ob teniškem vprašanju. Ja, najbrž ena najboljših sezon v zgodovini tenisa Johna McEnroeja, torej iz leta 1984, toda tudi sezona Novaka Djokovića s 3 Grand Slami med najboljšimi v zgodovini. Mislim, veliko je pitanje kako bi ovo izgledalo da je Borg nastavio da se takmiči. Vprašanje, koliko bi seveda lovoriko osvojil John McEnroe, če bi Borg nadaljeval svojo kariero. Vemo, zelo hitro, zelo mlad je Šved zaključil s profesionalnim tenisom. Vseeno pa številni vrhunski tenisači, ki so se merili v teh letih in v letu 1984 takšni konkurenci tudi brez Borga osvojiti toliko zmag in tako malo porazov je res izjemen uspeh muhastega Johna McEnroeja. MVP, 8. tema za Zorana. Da je 2011 NHL. Ja, če je 2011 NHL tema, potem bi bolj tvegal, tokrat pa zgolj 2 točki. Katera odbojkarica je bila leta 2018 ob zadnjem svetovnem prvenstvu na Japonskem razglašena za najboljšo igralko? Katera odbojkarica je bila torej leta 2018 ob zadnjem svetovnem prvenstvu na Japonskem razglašena za najboljšo igralko? In komentator iz Srbije to takoj ve, to je Tijana Bošković, sedaj 23-letna odbojkarica, ki igra v Turčiji. Osvojila je naslov svetovne prvakinje, torej Srbijo, na Japonskem leta 2018, tako leto predtem kot leto kasneje je osvojila tudi zlato odličje na Evropskem prvenstvu. Kot pravi Novaković, to je čudno, kajti moška odbojka je nekako izginila, ženska, ki pa ni bila konkurenčna dolga leta, je nekako pod načrtnim delom zveze prišla do vrhunskih uspehov in 3 leta zapored so torej osvajali naslove tako v evropskih kot svetovnih prvenstvih. 3 leta zapored srbske odbojkarice res vrhunske. Kot pravi Vladimir, to je posledica enostavno načrtnega dela. Ne gre zgolj za briljantno generacijo, temveč za načrtno delo, ki je prišla do uspeha. Ja, Srbiji gre res dobro v odbojki, to lahko priznavamo vsi. V ženski konkurenci pa torej Tijana Bošković tista, ki je prinesla točke Vladimirju. Ptica v priimku. Tokrat za Vladimirja. Ptica v priimku, tema pa, kako se piše Norvežan s ptičjim priimkom, ki je v hitrostnem drsanju prišel do 3 zlatih medalj na olimpijskih igrah leta 1994. Ja, ta ptica ni bila najbrž v mislih Vladimirja Novakovića, ko je vložil 4 točke. Ajde da probamo ovako. Fuglsang. Fuglsang. Kje se tu skriva ptica? Dalje. Joj, tule bo sedaj videl humor. Johan Olav Orao. Johan Olav Golub. Johan Olav Kos ali Johan Olav Sova. Težko se je ne smejati ob določenih priimkih, jasno je. No, Zoranu ni
Sad bi mogao pogađati. Smiješno, golub sigurno nije, gotovo 99%, pa ni rekao bih ni orao, jedino kos ili sova. Neću dalje. Ne bo ugibal Zoran. Joj, sova ni seveda. Johan Olaf Kos, že leta 1992 je osvojil eno zlato medaljo, leta 1994 pa kar 3 zlate medalje za tega izjemnega Norvežana v hitrostnem drsanju. Poigral se je tule seveda Karačić z izmišljenimi priimki. Ja, če bi bil finec, bi bil morebiti lahko sova, vseeno pa zabavni priimki. Precej lažje je seveda v hrvaščini narediti takšne smešne priimke, kot bi bilo v slovenskem jeziku. Nogometni rekordi pa 10. tema za Zorana. No, sedaj končno nogometna tema, zakaj Zoran vlaga samo 2 točki. Kdo je češki nogometaš, ki ga mnogi smatrajo za najučinkovitejšega strelca v zgodovini, saj je na manj kot 600 tekmah dosegel kar 805 golov? Kdo je torej ta češki nogometaš, ki ga mnogi imajo za najučinkovitejšega v zgodovini? Dalje. Naprej pravi Zoran, kaj pa Vladimir? Zove se Pepi Bican. Pepi Bican. Josef Pepi Bican. Ali... Nekdanji nogometaš iz Avstrije in Češko-Slovaške. Da li se priznaju svi golovi ili ne? Med vojnama je blestel in seveda se sedaj mnogi prepirajo o tem, ali bi mu priznali vse te zadetke. Pa, čak su kada je dao gol sada ovaj posljednji, najavili kako je prestigao. Ronaldo se mu približuje oziroma mnogi so objavili, da je Ronaldo sedaj prišel na prvo mesto, pri čemer pa Bicanu niso upoštevali oziroma prišteli številnih zadetkov. Naj bo torej 759 ali 805, Ronaldo se mu približuje. Zoran je v minusu, Vladimir v plusu, razlika samo 2 točki. Kako se počutite, tako kot vselej ob polovici sprašuje Krešimir? Vladimir, ti si v prednosti. Bilo bi bolje, če ne bi tako prehitro odgovarjal. Sem pa zadovoljen, pravi. Kaj pa Zoran? Ni lahko, doma ob ogledu je precej lažje vse skupaj odgovarjati. Sedaj pa moraš biti osredotočen in pozabiš na kaj oziroma se ne spomniš česa. Naletel sem na ta podatek o Čehu ob Ronaldu, seveda povezan podatek, a nisem imel tega imena v spominu. To se zgodi. Neke se stvari ne možeš sjetiti koje znaš 100%. Stvari, ki jih veš 100%, jih enostavno ne moreš preklicati v spomin. Ja, deluje tudi pritisk, vedno me po oddaji pokliče tisti, ki izgubi in pravi, ne morem verjeti, da sem imel takšen pritisk. Toda to je razumljivo ob kvizih. Naslednja tema, 11. tema, tokrat za Vladimirja. Svetovni rekordi. Znova ne bo tvegal Vladimir. Vprašanje pa se glasi, v kateri atletski disciplini ima svetovni rekord v lasti Poljakinja Anita Vlodarčik? Naprej pravi. Isto dalje. Pa poglejmo, metanje kladiva, troskok, metanje krogle, oziroma suvanje krogle ali skok s palico. Gre torej za metanje kladiva, za troskok. A je pravilni odgovor, torej metanje oziroma met kladiva je disciplina, v kateri blesti Poljakinja Anita Vlodarčik. Takoj sem želel dejati, da je met kladiva pravilna disciplina, a nisem želel tvegati, pravi Vladimir. 35-letnica, dobitnica 2 olimpijskih zlatih medalj, 4-krat zlata tudi na svetovnih in 4-krat na evropskih prvenstvih. Blesti torej v metu kladiva. 12. tema, portreti športnikov. Umetniška tema. Zoran, klasično, standardno, za 2 točki. Kateri pop art umetnik je ustvaril portrete velikih športnih imen? Med njimi boksarja Mohameda Alija, tenisačice Chris Evert ter nogometaša Peleja. Mohamed Ali, Chris Evert in Pele so bili motiv katerega pop art umetnika. Andy Warhol je seveda tisti umetnik, ki je najbolj znan in nekako je ustrelil Vladimir Novaković. Andy Warhol med temi 4 predstavniki tudi, ja, ob Royu Lichtensteinu najbolj prepoznaven. Marilyn Monroe, Mao Zedong, ne nazadnje Miki Miška, portreti, ki jih je ustvarjal ta znameniti umetnik iz Združenih držav Amerike, ekscesni, a izjemno uspešni. 13. tema, redki lasje na glavi. Za 2 točki.
bo odgovarjal tokrat Vladimir. Kateri bivši italijanski napadalec, prepoznan po redkem lasišču, je igral kar za 4 iste ekipe kot Alen Bokšič? To so Lazio, Marseille, Middlesbrough in Juventus. Takoj Fabrizio Ravanelli. Oba sta takoj vedela, nogometna tema in tokrat ni bilo veliko za razmišljati. Na pticama sam se opekao, pa sad nisam smeo da tražim 4 ili 6, mada sam bio siguran da će ovo biti pitanje. Ob pticah se je opekal Vladimir, tokrat je sicer vedel, da bi najbrž lahko tvegal več, a tisti spodrsljaj ga je nekoliko zaustavil, vseeno je odgovarjal za 2 točki in si prislužil novi 2 točki. Samo tako pamtimo. Pa uvijek je bio sjed, ja mislim, od kad je počeo igrati. Ja, vselej se ga spominjamo, brez ravno bujnih pričesk že od začetka kariere. Fabrizio Ravanelli. 14. tema, isti nadimek, tokrat za Zorana. Kateri nadimek si delita atlet John Blake in MMA borec Bob Sapp? To je torej tisti, oziroma kaj je tisti nadimek, ki si ga lastita tako atlet kot borec? Naprej. Divjak, grom, zver ali div? Mislim da je C, zvijer. Zver je seveda pravilni odgovor. The Beast, tako Johan Blake kot tudi nekdanji borec v kickboksu in v MMA tekmovanjih Bob Sapp. The Beast, torej tista beseda, ki smo jo iskali. Ja, kot pravi Krešimir, Boba Sappa kljub 47 letom ne bi rad videl v temni ulici, sjajni jamajški atlet Blake pa prav tako pod nadimkom The Beast. 15. tema. Eurocup. 2 točki, Vladimir ve, da v košarki ne ve dosti. Katera ekipa je največkrat, kar 4-krat slavila v košarkarskem tekmovanju Eurocup? Katera ekipa je torej 4-krat slavila v evropskem pokalu? V tisti drugi konkurenci. Ponujeni odgovori: Ljetovas Ritas, Galatasaray, Himki ali Valencia. De Valencia je pravilni odgovor. Leta 2003 prvič, leta 2009 zadnjič, torej tako prvi kot zadnji zmagovalci v tekmovanju evropskega pokala so tekmovalci oziroma košarkarji Valencije. 2-krat so tudi izgubili v finalu, tako da bi bil lahko seštevek še višji. Jedina dilema mi je bila, da li je Valencija ili Unicaja iz Malage. Ja, Unicaja je bila tista ekipa, ki ga je medla, in ko ni bilo Unicaje več med ponujenimi odgovori, ni bilo niti dileme, pravi Vladimir. Naslednja tema pa tokrat za Zorana. 1-0. Najbrž gre za nogomet, ni pa nujno. 2 točki znova, Zoran. Katera reprezentanca je postala svetovni prvak v nogometu, pri čemer je vse od osmine finala dalje zmagovala z izidom 1-0? V skupinskem delu prvenstva so s tem rezultatom izgubili tudi 1 tekmo. Katera reprezentanca je torej postala svetovni prvak v nogometu, pri čemer je vse od osmine finala dalje zmagovala z izidom 1-0? Dalje. Dalje, Zoran. Vladimir. V Africi 2010. Leta 2010 v Afriki, to je Španija. Vedel je Vladimir takoj, ko se je ponudila priložnost za odgovor, pa je ustrelil. Ja, teda je Švica slavila v skupinskem delu, Španija pa potem v izločilnih bojih vse do zmage, ki jim jo je prinesel Iniesta. Pozabil je Zoran na to nedavno pravzaprav svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki leta 2010. 17. tema za Vladimirja, ki počasi beži v seštevku. Pojmi v športu. 2 točki, Vladimir ne potrebuje tvegati. Ne vemo, kaj sledi ob pojmih v športu. Krešimir pravi, tudi sam ne vem, o čem bom spraševal. Katero angleško besedo iz 4 črk ponavlja sodnik pri bejzbolu, ko tekač osvoji bazo? Safe je pravilni odgovor. Ja, bejzbol je ena izmed tistih panog, ki je ne poznata dobro, vseeno pa safe beseda, ki jo pogosto slišimo, ko vidimo bejzbol.
Ja sam i nešto igrao bejsbol u svojim mlađim danima. V mlajših letih sem igral bejzbol, priznava Vladimir Novaković, tako da dejansko ve veliko o bejzbolu. Samo jedno leto koliko sam probao u Americi, ali dosta sam dobro upoznat sa tim kako to funkcioniš. Eno poletje, ki sem ga preživel v Združenih državah Amerike, sem preigral na igriščih za bejzbol. Udario sam, a kolega mi je ušao i osvojio poen. Stigao sam i ja, ali dobro, to je više do toga kako je momak udario posle mene, ali ovo mi je baš bio najveći uspeh. Ja, največji uspeh, ki se je zgodil, je, da je nekoč tako dobro udaril, da je njegov soigralec prišel do točke, kasneje sicer tudi sam pretekal igrišče in prišel do točke. To je torej uspešna mlada karijera Vladimirja Novakovića v bejzbolu, ki mu je prinesla 2 točki. 18. tema tokrat za Zorana. Samo enkrat na programu olimpijskih iger. Katera ekipna športna panoga je bila na olimpijskih igrah prisotna zgolj leta 1900 v Parizu, pri čemer sta nastopili le 2 moški ekipi? Na olimpijskih igrah v Parizu leta 1900 je bila prisotna športna panoga, ki je bila tedaj edinkrat prisotna. Na olimpijskih igrah nastopili sta 2 ekipi, Vladimir je poizkušal polo, ni bil pravilen odgovor, ragbi, lacrosse in kriket pa so preostale možnosti. Ja, polo, kot pravi Krešimir, mislim, da je bil 3-krat prisoten na olimpijskih igrah. Kriket C pa je pravilna panoga. Odgovor C, torej kriket, pravilni. Z eliminacijo oziroma z izločanjem je prišel do pravilnega odgovora. Ko imaš ponujene možnosti, je precej lažje. Jednostavno ideš ko oni orlovi, golubovi, to moraš jednostavno eliminirati nekakvom logikom ili nekakvim drugim stvarima, da. Da, ili se čovjek sjeti, pa moj puno. Da, ili se sjetiš kad vidiš, da. Logično, moraš misliti oziroma poizkušati priklicati v spomin pravilen odgovor. Zoran je tokrat prišel do točke. Samo Velika Britanija in Francija sta se pomerili. Britanci so osvojili zlato odličje in to je bilo vse, kar se kriketa tiče na olimpijskih igrah leta 1900 v Parizu. Kasneje niso več ponudili možnosti kriketu. 19. tema, kip pred stadionom. Še 2 vprašanje, torej do konca rednega dela, potem samo še ključno vprašanje. Koliko bo tvegal Vladimir? Kip pred stadionom. Tema. Ne bo tvegal Vladimir, ima dovolj visoko prednost 2 točki. Pred katerim stadionom v Angliji najdemo kip Billa Shankleyja? Pred Anfieldom ve to Vladimir Novaković. Strokovnjak za angleško ligo je Vladimir Novaković, nekdanji odlični trener Liverpoola med leti 59 in 74 je 15 sezon ta legendarni Škot vodil Redse. Nekdanji nogometaš Prestona, Bill Shankly torej, in njegov kip pred Anfieldom. Bil sem na Anfieldu, priznava Novaković, dobra atmosfera je tam, ne tako kot na nekaterih, ki so nekoliko oddaljeni. Posle ovih 7 teških godina, posle Fergusona, da konačno možemo ponovo da ih maltretiramo, pa koristimo svaku priliku. Ja, Vladimir Novaković, veliki navijač Manchester Uniteda, ki je takole poizkušal nekoliko izzivati. Krešimir Karačić kot navijač Arsenala se lahko na vsake toliko pojavi v kakšni debati. Ni mu lahko v teh dneh, pravi Krešimir. Bili smo dobri v pokalu FA, sedaj smo izpadli še tu, pravi Krešimir. Ja, težave Arsenala so se nadaljevale tudi na tekmi pokala FA. 20. tema, preden se tale provokativna tema med Vladimirjem in Krešimirjem ne razplamti, pa Zoranu. Isto ime, podoben priimek. Pa evo svejedno, sad s obzirom da sam negativan u minusu neću moći. Ja, če bo Zoran negativno oziroma napačno odgovoril, potem bo v minusu. Kaj pa? Tokrat mora tvegati. Tokrat za 4 točke odgovarja. V rokometni reprezentanci Jugoslavije, ki je osvojila olimpijsko zlato leta 1984, sta igrala 2 Veselina. Eden je bil Veselin Vujović, kako pa se je pisal drugi s podobnim priimkom? Veselin Vuković je pravilen odgovor. Torej na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984 2 Veselina, Veselin Vujović in Veselin Vuković, ki sta prinesla zlato odličje za Jugoslavijo. Zoran se je končno rešil, potem ko se je opogumil in vložil 4 točke, je prišel na 5 točk, tako da bomo imeli zadnje
ključno vprašanje. Ja, Vladimir, kako se ti počutiš pred ključnim vprašanjem? Nekoliko sem se umiril v tem drugem delu, nisem več odgovarjal na pamet in končno je prišel tudi boljši rezultat, pravi Vladimir. Morebiti bi vseeno moral bolj tvegati, glede na to, da si imel pravilne odgovore. Ja, realno so bila vprašanja lažja, priznava Vladimir. V tem drugem delu ni bilo prevelikih presenečenj, pravi Zoran. Nekaj odgovorov bi moral vedeti brez ponujenih odgovorov, ampak zgodi se blokada. Andyja Warhola sem imel v glavi, a se nisem mogel spomniti priimka. Joj, graja Zoran. Vsekakor pa zadovoljen tudi Zoran. Sedaj pa še ključno vprašanje. Kjer morata oba tekmovalca sedaj vložiti seštevek, ki ga imata? Zoran od 1 do 5, Vladimir od 1 do 11, seštevek, ki ga lahko torej vložita za zadnje ključno vprašanje. Tu je potrebno nekoliko taktizirati. Zoran in Vladimir sta vložila Vladimir točko, Zoran 5 točk. Ja, vse je jasno. Če Vladimir zgreši, bomo imeli neodločen izid. Če seveda Zoran odgovori pravilno. Pa prisluhnimo, kakšno je glavno vprašanje. V 20 sekundah boste morala oba napisati odgovor, vprašanje pa se glasi. V katerem športu je Romunija osvojila največ zlatih medalj v zgodovini poletnih olimpijskih iger? Kateri šport je torej tisti, v katerem so Romuniji osvojili največ zlatih medalj v zgodovini poletnih olimpijskih iger? 20 sekund boste imela na voljo, sedaj bo Krešimir takole začel odštevati in oba lahko odgovorita. Mislim, da boste hitro imela pravilni odgovor. Dokaj lahko zadnje vprašanje. Upam, da se strinjate s tem tudi vi doma, ki spremljate kviz in prav tako v tem trenutku najbrž razmišljate, ali imate pravilen odgovor v mislih. Oba sta že odgovorila. Pa poglejmo. Zoran torej s 5 vloženimi točkami, Vladimir z 1 vloženo točko. Zoran je dejal atletika. Vložil je 5 točk in če bo Zoran imel pravilni odgovor, potem bodo podaljški. Škoda za tale suspens, bolje bi bilo, da bi Krešimir dejal, kaj je odgovoril Vladimir. Zoran ima napačen odgovor. Vladimir, ki je odgovoril gimnastika, kar je tvegal za točko, pa je bil pravilen odgovor. Seveda se je Zoran prijel za glavo, Vladimir pa je bil precej prepričan v svoj odgovor. Gimnastika je pravilni odgovor. 304 zlata odličja oziroma 304 medalje imajo Romuniji iz poletnih olimpijskih iger, zgolj 1 medaljo imajo iz zimskih olimpijskih iger, 25 izmed 72 medalj, 25 zlatih pa so osvojili v gimnastiki. Ja, kot pravi Vladimir, bilo je zabavno, ampak potem, ko mineva čas, ko se odštevajo sekunde, kar naenkrat postaneš precej bolj nemiren in si pod stresom. Izgubil sem precej nepotrebnih točk, zaslutil sem psihozo, zaslutil sem pritisk. Kasneje, pa ko smo prišla na izenačenje, nekako sem potem v nadaljevanju znova nadzoroval kviz in bilo je zabavno. Ja, če ne bi bilo teh minus točk, verjamem, da bi imel tudi Zoran boljši seštevek, ampak bilo je lepo in zabavno, zaključuje Vladimir. Kaj pa ti, Zoran? Ja, ves čas se mu je približeval, a na koncu ni uspel ogroziti Vladimirjeve zmage ob ključnem vprašanju. Napačen odgovor, kot pravi Zoran, čestitam Vladimirju za zmago, zadovoljstvo mi je bilo nastopiti na tem kvizu. Sam sebe sem nekoliko testiral in preverjal, kaj vse vem. V zadnjih letih sem osredotočen na svoje delo. Če bi bilo to pred 25 leti, bi bil najbrž precej boljši. Tedaj sem bil nevtralen spremljevalec športa, sedaj pa ni časa in energije za to, da bi spremljal toliko športnih panog in moram biti osredotočen na tiste, ki jih spremljam zaradi dela. Seveda pa želim uspeh Vladimirju v nadaljevanju kviza, meni pa je bilo v čast, da sem bil povabljen in da sem lahko nastopil. Ja, hvala obema, tebi Vladimir pa čestitke, spet se bomo družili. Žal tokrat ni bilo podaljškov, nikoli v teh 4 sezonah jih še ni bilo, pravi Krešimir. Podaljški so še dodatno vprašanje, kjer je potrebno čim bliže zadeti število na
vprašanje, ki ga ima postavljenega Krešimir. A kot pravi Krešimir, že 4 sezone imam isto vprašanje, upam, da se bo nekoč zgodila priložnost zanj. Mora biti v finalu. Hvala obema, hvala vsem tudi gledalcem, pravi Krešimir in takole zaključuje z 8. oddajo kviza Tvegaj ali počakaj. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič. Lep športni pozdrav. Še naprej spremljate kviz na naših programih, na YouTube kanalu in na družabnih omrežjih.